Arhitekt naslednjega projekta meni, da je hiša naše majhno zatočišče. Velik dom pa sta narava in svet. Zanje je značilno premišljeno načrtovanje družinskih hiš, ki ne smejo biti predimenzionirane. Svoje poglede pa je tokrat uresničil za prav posebno družino. Tale hiša nad Ajdovščino navdušeno kipi od barvite razigranosti. Ampak domovanje dveh kreativcev se ponaša tudi z nenavadno zasnovo, zaradi česar je dobila ime Hiša na pant. Boštjan Debelak, sva v prav posebnem kotičku te hiše, kjer je verjetno najbolj na mestu vprašanje, zakaj se tej hiši reče Hiša na pant. Hiša je umeščena na koncu ulice. Ko smo načrtovali, smo na ta vogal postavili tečaj, torej pant, in okoli tega panta oziroma na njega nasadili stavbo. Se pravi, stavba se okrog tega panta razpira proti dolini, proti pogledom. Hkrati pa ta tečaj ustvarja najožji del hiše, širine 2 metra, in je svojo aerodinamično obliko obrnjen točno proti buri, torej jo reže. Na splošno je teren bil verjetno glavni narekovalec vsega snovanja. Teren in umestitev hiše na koncu ulice. Ja. Glede na samo konfiguracijo terena, ki je precej strma, in glede na to, da je ulica zgoraj, je posledično ves dnevno bivalni del umeščen tudi zgoraj. Se pravi, zdaj smo v pritličju, ampak smo v zgornjem delu hiše. Ostali prostori, sobe so v spodnjem nivoju, kjer je zavetje, v nasprotju z zgornjo etažo, ki ima lepe razglede. In tam so pač sobe, ki imajo tudi vsaka svoj izhod na vrt. Pri takelem, recimo temu nenavadnem tlorisu, da se začne hiša z nekim ozkim pantom oziroma tečajem, vrtišče, in da se potem raztegne kot eno krilo. A je to izziv, je to v takem izzivu igrivost, je to nekaj, česar se razveselite, ali je to nekaj, ob čemer arhitekta boli glava? Za mene osebno je to izziv in zanimiva naloga. Še posebej je zanimivo, če se ti v nalogi tak oblikovni element pojavi. Prej sva naštela logične razloge, zakaj je do te oblike prišlo. Jaz recimo skušam pri načrtovanju upoštevati tudi to, da moje hiše nekako skušajo ne preveč izstopati. In glede na to, da je ta najožji del obrnjen proti ulici, se pravi, jo s tem zmanjšamo samo hišo. Iz ulične strani izgleda cela hiša, ki ima približno 100 kvadratov, kot en majhen stražen stolp. Poleg preudarnosti pri velikosti je eno izmed načel arhitekta, da mora biti hiša zgrajena tako, da investitorji pozneje nimajo preveč dela in stroškov s samim vzdrževanjem, da se torej hiša dobro stara. Dodaja še, da se moda v arhitekturi dolgoročno ne obnese. Streha mora biti kar se da kakovostna in s svojimi značilnostmi, prav tako vhod in dimnik, podobno velja tudi za fasado in stavbno pohištvo, ki se, če je iz lesa, ne barva, ampak prepusti naravnemu staranju. Polona in David Ličen sta z arhitektom že sodelovala, saj jima je naredil projekt za hišo na parceli, ki jo je podedoval David. Žal je to pozneje padlo v vodo, zato sta ga povabila k načrtovanju arhitekture za nov projekt. Torej, parcela čist druga, ampak arhitekt pa isti. Sta tudi vidva že v osnovi želela malo manjšo, zelo racionalno hišo? Nama je bilo pomembno, da ima hiša tudi okolico, da ima zunaj veliko teraso, da ima prostor za uživanje tudi na vrtu, tako da res ni bilo potrebno, da delamo veliko hišo. Kakšne so sicer še bile želje? Kakšna so bila izhodišča, ki sta mu jih dala? Izhodišča, ki sva jih dala Boštjanu, so bila ta, da glede na konfiguracijo terena, ki pada, nisva želela imeti precej visoke hiše, ampak nekako dostop iz pritličja, se pravi ta bivalni, kuhinja, jedilnica, da je tako odprt. Skratka, nekaj malo je teh zahtev, ki jih je potem tudi Boštjan se jih držal, ampak seveda vnesel neko tisto svojo noto pri načrtovanju. In kako sta odreagirala, ko sta dobila tole nenavadno zasnovo Hiša na pant, da imamo tečaj na začetku, čist ozko in potem nekoliko bolj podolgovato hišo? V bistvu sva si nekako želela to okroglino, ki je zanimiva, je bolj pač vipavska, pa pač ta tipična vipavska streha. Sicer nima kamnov gor, tako kot imajo pač hiše v Vipavski dolini.
Ampak pač ta hiša ima res neke značilnosti Vipavske doline in pa tudi Skandinavije, kjer sva tudi midva študirala, tako da sva želela to združiti v najni hiši. Oba dva ste kreativca in me zanima, koliko je to dejstvo kaj vplivalo na snovanje hiše, ker sta že v začetku vedela, da bo vse skupaj kot ena mini galerija. V bistvu, ko sva načrtovala to hišo, kako bova noter naredila, nisva razmišljala o pohištvu, ampak kam bova kakšno sliko dala. Tako, ker pač zbirava slike, zbirava dela drugih umetnikov in pač jaz sem takoj videla, kam bo kaj šlo. Zaradi otrok, ki so še dokaj majhni, nisva pač toliko vlagala v pohištvo samo, ampak pač rajši lepo razporedila detajle po celotni hiši. Da je hiša prekipeva od neke energije in živahnosti, razposajenosti. Jaz bi rekel, da sploh ne rabiš kave zjutraj, ko vidiš vse tole pred sabo. Ja, lahko rečeva, da midva oziroma vsi skupaj, da v tej hiši zelo uživamo, jo imamo radi. Tudi skozi vsa ta leta smo se na njo lepo navadili in prav lepo je zjutraj res pogledati kakšen motiv tak, ki te zelo razveseli in ti polepša dan, tako da z boljšo energijo začneš. Mimogrede, čigava je tale slika, ki je direktno za nami? Tu je ena moja slika, tako nastala je nekaj let nazaj in se kar dobro vklaplja v ta naš prostor. Po vrnitvi študija sta si Polona in David zaželela, da bi imela delček Finske tudi v svoji hiši. Finsko savno, ki jo imajo v kletnem pritličju, kjer je izhod na vrt in do bazena, je David izdelal sam. Družina savno redno uporablja vsaj enkrat na teden. Na študijski čas ju spominjajo tudi slike nekaterih profesorjev, ki sta jih prinesla domov. Polona, mene pa zanimivo, kam vse ste dali vse te slike, vse te umetnine? Naša dela oziroma zbirko najinih del lahko najdete v stranišču, v kopalnici nad banjo, v savni sicer ne, ampak dejansko skoraj posod v pralnici, dnevni sobi, spalnici, otroških sobah. Umetnost je živa stvar, ne? In to ne pomeni, da slika mora viseti samo v galeriji in v nekem prostoru, ne? Ampak slika sama po sebi nam nekaj govori in sporoča in vpliva tudi na naše počutje in zakaj pa ne imeti sliko v pralnici ali pa nad banjo. Sicer pa stene njihovega doma krasijo predvsem umetniška dela prijateljev, njune slike so v manjšini. Poslikano kolo, zalivalka za rože in kitara pa so Davidovo delo. Pravi, da ga nekateri predmeti svojo obliko tako navdušijo, da se preprosto ne morejo izogniti čopiču in barvam.